Skratka, dobrodošli v novi epizodi našega MCC podcasta. Tokrat je z mano Lara Petek iz Rogaške Slatine, sedaj pa v bistvu vse posod po svetu. Bom pustila, da se bomo pa pogovorili, kje se trenutno nahajaš. Tako da, Lara, dobrodošla. Zdaj pa mogoče za naše gledalce nekaj o tebi, kje si, kaj počneš, tako na kratko. Ja, živijo, Hana. V glavnem, ja, sem Lara in prihajam iz Rogaške Slatine, iz štajerskega dela Slovenije. Stara sem 26 in trenutno sem v Španiji. Pred enim mesecem sem začela živeti kot digitalni nomad. V bistvu po izobrazbi sem diplomirana tržna komunikologinja in trenutno samozaposlena. In nudi marketinško svetovanje različnim podjetjem po svetu. Večinoma delam s tujino. Ja, in to je to v kratkem. To je to zanimivega življenja, tvojega skozi na poti. Kdaj pa ti je mogoče prvič prišlo na misel, da bi se pa preselila v tujino, da mogoče Slovenija ni zate oziroma da bi nekaj več kot delo doma? Se pravi, jaz sem o tem že sanjala, ko sem bila najstnica v bistvu. Pač jaz, ko sem bila kot otrok, sem že ful veliko potovala, ker sem hvaležna mojima staršema, da sta mi to omogočila, ker takrat se je pač razvila moja ljubezen do potovanj. In že takrat, v bistvu, ko sem bila najstnica, je bila Amerika moja velika želja. Živeti v Ameriki, v enem velikem mestu. Pol pa nekako v srednji šoli pa na faksu je to malo potihnilo. Tudi nisem šla na nobeno izmenjavo ali karkoli na faksu, kar mi je zdaj malo žal, ampak okej. Probam se to malo nadoknaditi. In potem sem leta 2018 šla v Chicago, v Ameriko na izlet za par dni, mislim za 10 dni. In sem se čisto zaljubila in sem bila tako, ja, jaz moram iti tja živeti in sem dejansko začela delati na temu, ful varčevati, iskati službe in to, tako da ja, Chicago je bila moja prva destinacija. Tam sem živela 1 leto, potem sem se s fantom preselila v Nemčijo za 1 leto in zdaj v bistvu sem začela živeti to digitalno Nomadsko življenje. Nomadsko življenje, ja. Ja, super. Kaj pa ti je mogoče, zdaj selitev v tujino je tako za kogarkoli ali prvič, ali drugič, ali tretjič, tako ker zalogaj, oziroma sploh prvič je lahko strašna zadeva. Kaj pa v bistvu te predstavlja največji strah oziroma izziv na celem procesu selitve oziroma tega koraka? Zdaj, ko sem prvič šla, v bistvu je bil vse skupaj bolj kot en izziv, zato ker ne veš točno, kaj pričakovati. Zdaj, jaz nekako, meni je bilo malo olajšana stvar, ker je v bistvu moj fant že bil tam v Chicagu in itak imaš nekoga poznanega, tam je že vse lažje. Ampak vseeno je to nekaj čisto novega, greš ven iz svoje cone udobja, neka čisto druga kultura, ja, predvsem to, no. Ker greš ven iz cone udobja, že to je ful velik izziv. Ampak ko se enkrat preko tega se ti podpre Veliko poti. Ja. Tako da ja, v bistvu strah pred neznanim, no, bi rekla. Je pa v bistvu, je bilo, zdaj si že zamenjala tako 2-3 destinacije od Chicaga dalje. Ti je zdaj kaj lažji, mislim, ti je bilo zdaj kaj lažji ta preskok, ker pa si že enkrat dala to čez. Ja, sigurno je. Prvič je najtežje, potem pa že nekako veš, katerih stvari se moraš najprej lotiti, pa vse ta administracija in to, in ja, sigurno je lažje. Proces je že znan. Zdaj smo omenili, da si živela v Chicagu in pa tudi Nemčije smo se že malo dotaknili. Skratka, v Nemčiji si živela kot expat in mogoče za koga, ki se prvi sreča s to besedo, ker jaz dejansko sem se prek tvojega profila prvi srečala s to besedo. Kaj to sploh pomeni biti expat v tuji državi? Dejansko tudi jaz sem prvič odkrila to besedo, ko sem se v Nemčijo preselila in sem malo googlala stvari in sem bila tako, tako da jaz tudi pred te besede nisem poznala.
Dejansko je to nekdo, ki živi v drugi državi, kot je njegova matična. Se pravi, nekdo, ki se preseli v tujino zaradi službe ali pa tudi nekdo, ki ga podjetje, recimo v Sloveniji, pošlje v tujino delati. Ok, super. Se pravi, ti si tudi v Nemčijo si se preselila že s službo ali si dobila službo naknadno potem? V bistvu sem tam dobila službo, bil je kot internship, se pravi kot pripravništvo, 6 mesecev v eni korporaciji, potem sem tam ugotovila, da to ni za mene in sem dejansko se samo zaposlila in začela pač svoje podjetje in to. Ja, in svoje marketinško svetovanje in to, tako da 6 mesecev sem pa bila tam na pripravništvu najprej. Ok, in je bil v tem, prej smo se že kao strah, izziv seljenja v tujo državo, je pa definitivno v tuji državi, po mojem, ta prva zadeva jezik, ker pomisliš tudi mogoče, kam bi se selil, je definitivno se prvo, a znam jezik, a se znam sporazumevati v tem jeziku. Je bil tuji jezik, v tem primeru pač nemščina, za tebe dosti velika ovira, si znala že prej nemško, si se tam naučila, si v službi uporabljala nemščino, angleščino, kak je bila ta proces? To je bila dejansko ful velika ovira, ker moja nemščina je bila na ful nizkem nivoju, pač ne vem, A level, ne vem, kako se reče, pač začetniški. A1. Jaz sem se sicer nemščino naučila v srednji šoli 4 leta, že prej v osnovni, ampak dejansko mi ni bil zanimiv jezik in sem nekako vedno čutila odpor. No, potem sem se pa preselila dejansko ful malo mesto v Nemčiji, kjer malo ljudi zna angleško in je bil kar izziv. Zdaj spet moj fant zna pa ful dobro nemško, tako da me je on velikrat rešil v kakšni situaciji, ampak definitivno, če bi šla še enkrat, bi se prej jezika naučila. Tako da to je bila ena velika lekcija. V službi sem pa v bistvu, smo se v angleščini sporazumevali, tako da za službo nisem rabila, ampak Za vsakdanje življenje pa ne. Ja, tako da vse sigurno priporočam, kdo, če gre tako državo, in kot je Nemčija, se moraš prej naučiti. Ja, se mislim, nemščina, na primer, jaz tudi imam ful odpor do tega jezika, pač nič mi ni nikoli naredil, ampak te čutim. Tak je, Ampak zdaj, ko si pa, na primer, nisi več v Nemčiji, ampak kako je pa zdaj tvoj level nemščine, na primer, si ga kaj izboljšala? Malo sem, zdaj zaradi korone nisem mogla iti na noben tečaj v živo, jaz sem se to probala nekaj sama učiti preko aplikacij in tega, ampak ni to isto. Tako da imam v planu iti enkrat na tečaj in pač se to orang. Je uporaben jezik, nekako, mogoče ni likeable komu. Ja, vse to. Ok, super. Se pravi, zdaj si v Španiji, nisi več v Nemčiji, ampak kaj bi pa mogoče ta tvoj go-to na svet za enega, ki se razmišlja, da bi se podal na to pot? Ti si tudi, mislim, imaš tudi Instagram profil, v katerem si dokumentirala celo tvoje potovanje oziroma zgodbo in tudi pomagali ljudem z nasveti glede seljenja v Nemčijo dokajno, ker si pač ti imela te izkušnje. Kaj bi tako en res nasvet, ki bi ga dala, ko zdaj razmišlja o tem zadevi? Dejansko ful enostavno svet je samo, da greš, da se odločiš in greš. Pač itak, če si finančno sposoben, pač če imaš dosti privarčevanega denarja, če veš, da si boš lahko našel tam službo ali pa da jo že imaš, priporočam v bistvu, da sam greš in ne preveč razmišljati. Se bo že rešilo. Ne, res, pač da se enostavno spustiš to in da se probaš čim prej nekako asimilirati novemu okolju in spoznati nove ljudi in ker bo ful lažje, res. Ampak Je pa zdaj tudi, mislim, da tako si imela ti Instagram profila, pač si ti delila na svete, tudi zdaj za vse države verjetno dosti lažje zaprositi oziroma vprašati nekoga v teh socialnih omrežjih, kot pa pač moče, ki je bilo par let prej, tako da je v bistvu to dosti koristno tudi. Ful je itak, ful prebrati si kak blog, na YouTubeu je itak polno teh vlogerjev tudi. To je itak ful same koristne informacije, ampak dejansko sam iti. Sam iti.
pa pol urediti. Ja. Ok, super. Zdaj pa poleg službe, lani si rekla, si bila 6 mesecev pripravništva, oddelala, pa si se v bistvu samo zaposlila, ti 9 to 5 job pač ni pasu več. Tako da sta pa pol novembra lani s Fantom, če se ne motim, odprla tudi, v bistvu se podala skupaj na svojo novo podjetniško pot in ustvarila svoje podjetje Nusen, v bistvu katerega je fokus izboljšanje kakovosti delovnega okolja. Zdaj pa, ker smo lani med karanteno tako dosti ljudi, ker naenkrat delalo doma, tudi če pač smo bili zaposleni, ne samo zaposleni, je ta ideja nastala med karanteno, kot v bistvu neko povpraševanje ker so se v bistvu ljudje primorani reorganizirati in delati doma in ker naenkrat imeti svoje delovno okolje doma, ali sem imela to idejo že prej? Dejansko je bila ta ideja že prej. V bistvu je nastala leta 2019, ko sem živela še v Chicagu. Se pravi, moj fant je v bistvu industrijski oblikovalec, pa strojni inženir po poklicu in si od nekdaj želel pač oblikovati svoje pohištvo. In je prišel pač enkrat do mene s to idejo, jaz tudi bi ful rada, mislim, takrat sem si ful želela imeti nekaj svojega. Pač rekel, ti vem, da si dobro v marketingu, v pač prodaji in bi pač te dve stvari združila, tvoje, moje znanje, nekaj novega, da se nekaj novega začne, ne. In ja, tako da ideja je nastala v bistvu prej. Aha, no evo, v bistvu sta videla v prihodnost. V bistvu sta videla epidemijo. Evo, to je nobeno nista povedala. Koliko je pa v bistvu bil celoten proces od ideje, zdaj smo seveda, da sta to dobila 2019 in do končne realizacije. In v bistvu kaj vama je bil kot neko največji problem predstavljena, ki je bil, mogoče si ga nisi zamislila, ker sta se podala na svojo poslovno pot? Ja, se pravi, vse skupaj je trajalo 1 leto, mi da sta leta 2019 začela o tem razmišljati, o imenu, temu sami celostni podobi, grafični podobi. V bistvu pol pa nekako na začetku je bila kar težava najti mizarja v Sloveniji, se pravi, najini izdelki so vsi leseni in ful želiva pač pokazati ostalemu svetu, da imamo v Sloveniji res dobre mojstre, ki znajo res lepe stvari delati, ampak ja, je bila pa kar težava najti enega dobrega, ki nama bo delal izdelke po dobri ceni in da bo tudi mi, da lahko z njim dolgoročno sodelovala. Tako da to je malo trajalo, no pol, ko sva ga našla, je pa v bistvu, so se pa začele stvari kar hitro naprej odvijati. Realizirati. Ja. Kaj pa je mogoče sprejeti, da sta razmišljala o imenu, kaj pa pomeni ime oziroma kakšna zgodba za imenom? Ja, Nusen je v bistvu izpeljanka iz stare slovenske besede nucen. Ali nucati, se pravi nekaj, kar je pomembno, zaželeno v vsakdanjem življenju. V bistvu dobra angleška beseda je bila essential. Ok. Ja. Zanimivo, tako nusati kot, mislim, jaz ko vidim vaš Nusen, je tako zelo fancy, lepo napisan, ampak pa v bistvu, kot je to v bistvu nucati, zelo lepo, zelo olepšana beseda, tako da, dobro. Zanimivo. Olepšana verzija. Olepšana verzija. Kaj pa je, ok, zdaj se pravi, ti si sam svoj šef, tvoj fant tudi. Kaj pa je zdaj največji minus in največji plus? Zdaj verjetno ni 9 to 5 job, je pa v bistvu verjetno kar bolj celodnevno služba, ampak to, kaj za tebe največji minus pa največji plus, kar trenutno delaš? V bistvu največji plus je to, da si lahko sam organiziraš delo in delovnik pač, ja, dejansko dan organiziraš po svoje želje, potem, ko vidiš, koliko imaš dela. Nisi toliko vezan na nekaj ali na nekoga. Zdaj, seveda, če imaš nek deadline, nek rok, ki ga moraš loviti, itak da vse skupaj malo drugače. Je pa to po drugi strani pa lahko tudi največji minus, ker se lahko vse skupaj zavleče in potem delaš celi dan. Dejansko, ne. Po 12 ur na dan in včasih se potem začne to malo mešati s privat življenjem. Se pravi, ni neke meje več. Tako da ja, to dejansko je največji plus, pa tudi največji minus. Največji minus, naenkrat.
Ampak se pravi, zdaj, ker sta oba sam svoj šef, imata to možnost, da sta trenutno tudi ne v Sloveniji, ampak tako smo že rekli v Španiji. Iz Nemčije sta šla direktno iz Nemčije v Španijo, ali sta vmes kaj v Sloveniji živela? Vmes sva bila doma, kak mesec. V bistvu sta se pa takrat pol vmes odločila, da bi pa probala to digitalno nomadsko življenje. Zdaj najprej za 1 leto. Okay. Se pravi, imava plan potovati, ne vem, 1 mesec na eno destinacijo, delati tam, potem pa iti v Slovenijo za kak teden, 2, potem pa spet naprej. Okay, ja, za prvo sem si izbrala pa Španijo oziroma Malago, ja. In zdaj v bistvu počneta kaj? Kaj zdaj ti počneš kot digitalni nomad? So to kakšne določene specifike, za koga mogoče ne ve, ali je to tudi seveda zgolj termin, tako človek, ki dela od doma digitalno, lahko? Ja, tudi zelo podobno, dejansko v bistvu potuješ, v bistvu združiš potovanje in pa delo, se pravi, ampak bolj pogosto menjavaš destinacijo. Zdaj večina digitalnih nomadov, ne vem, živi po 3 do 6 mesecev na eni destinaciji, potem menijo, no mi da sta se pač odločila, greva za 1 mesec, pa pol menjava. Pol želje, ker lahko. Ker lahko, ja, se pravi. Ja. Ja, med tednom itak delava, bolj ko ne, med vikendom pa potem pač potuje okoli, malo delava izlete, raziskujeva. Ja. Se pravi, tudi zdaj Nusen in vse to vodita iz Španije, vse poteka brez problema, lahko, mislim, je to funkcionira? Funkcionira, zaenkrat še funkcionira. Pač so tudi zato rekla, da bo vmes v Slovenijo hodila tudi zaradi Newsna, da se kakšne stvari uredijo, da se, ja, ker pač vsega pa res ne moreš nadaljavo. Okay, se pravi, trenutno sta v Španiji, potujeta malo po Španiji, kakaj pa mogoče tvoja sanjska destinacija oziroma država, mesto, v katerem želiš živeti oziroma delati? Imaš kako tako res top destinacijo? Velikih je. Težko je izbrati. Eno. Ja, dejansko bi še rada ful nekaj časa živela mogoče v Kaliforniji. Še nisem bila tam dejansko in me ful vleče. Potem Avstralija, Nova Zelandija. In pa severne države Evrope dejansko. Ja, Danska, Švedska, tudi to me malo vleče. Super, ja, upam, da bo to uresničeno in se v bistvu nanašam zdaj na svoje naslednje vprašanje, načrti za prihodnost, kaj v bistvu, zdaj sta za 1 leto si na poti kot digitalni nomad, kaj pa to predstavlja in za podjetje in za kaj so tvoji načrti tako kratkoročni? 5 let, kje se vidiš? 5 let. Ja, zdaj dejansko, se pravi, za 1 leto naprej imava plan, se pravi to digitalno nomadsko življenje. Seveda bo vse videla, kako se bo odvijalo z Newsnom tudi. Zaenkrat želiva to, zdaj pa potem, ko nama pa enkrat do tega več ne bo, se pa itak želiva nekje ustaliti v Evropi, ne še v Sloveniji. Zdaj ne vem, kje točno. Ampak ja, dejansko verjetno v nekem večjem mestu. Ja, to je nekak plan, bomo videli kdaj. Ni pritiska. Ja, ampak vse je tudi odvisno, pač kako nama bo z Newsnom šlo in to itak. Ampak ja, zaenkrat se še ne vidiva nazaj v Sloveniji. Enostavno, ja, nama je itak ful všeč, pa tam mojo družino, prijatelje, vse, ampak enostavno se ne vidiva še zdaj tam. Ni ritem življenja, je malo druga, mislim, je definitivno drugačen drugje, sploh način, tako da čist razumemo, tako da in upam, da ti bo uspelo karkoli si zastaviš oziroma zastaviti ta na vajni poslovni poti, no, ker se imata s fantom skupaj podjetje, tako da kdaj lahko pričakujem kak nov izdelek? V bistvu zelo kmalu, zdaj čez teden, 2. Super, tako da bomo pozorni, pa mogoče za vse, kje te lahko najdejo na socialnih omrežjih, za podjetje, lahko še to poveš, da bomo...
Ja, se pravi, za Newsen je spletna stran www.newsen.co, se pravi co. Na Instagramu Newsen Studio. In potem za sebe imam v bistvu zdaj 2 profila na Instagramu, Living Expat Life, je en, ki ga že imam od prej, in pa zdaj sem si v bistvu naredila novega, Lara the Digital Nomad, na katerem pa zdaj delim v bistvu moje življenje v bistvu zdaj. Digitalna nomada. Ja, tako. Ok, super. Tako da tudi, če bo kdo karkoli rabo, te lahko za kak nasvet Seveda. povpraša. Ok, Seveda. super. Tako da najlepša hvala še enkrat Hvala in pa tebi. srečno na kjerkoli destinaciji te že najdemo. Hvala tebi, Hanna.